Drage gledalke in spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni. Kot že tolikokrat vam v oddajah Pot poti poskušamo predstaviti utrip slovenskih župnij, duhovnike in naše kamere zabeležiti prelepe podobe in notranjosti naših slovenskih in tujih cerkva. Še nikoli pa nismo imeli možnosti, da bi imeli v oddaji pogovor z umetnikom ali umetnico, ki skrbi za lepo podobo le-teh. Danes vam bomo v oddaji predstavili umetnico, slikarko, ki sicer prihaja iz Rusije, a je na slovenskih tleh pognala nove korenine. To je gospa Ira Pušnik iz Slovenj Gradca na Koroškem. Najprej si bomo pogledali nekaj njenih slik, potem bo duhovnik gospod Leopold Korac pregovoril o čudežu, ki se je zgodil v njegovi župniji, duhovnik Peter Leskovar, župnik iz Slovenj Gradca, pa nam bo spregovoril o blaženem Antonu Martinu Slomšku, ki ga je naslikala gospa Ira, katere slike se nahajajo v cerkvi svete Elizabete v Slovenj Gradcu. Brat gospoda Petra, duhovnik Vlado Leskovar, nam bo predstavil župnijo na Bizelskem, kjer je kot kaplan služboval prej omenjeni blaženi Anton Martin Slomšek in kjer so nastala tudi dela umetnice Ire. Na koncu oddaje pa nam bo svojo življenjsko in umetniško pot povedala še umetnica sama. Pogovor z gosti bo vodil kot vedno moderator oddaje Pot poti gospod Albin Škrabelj. Vas, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa poleg gledanja oddaj vabim na obisk in na romanje v kraje, ki jih v oddajah predstavljamo.
Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti. Tokrat sem na obisku v Podgorju, kjer pozdravljam tukajšnjega župnika. Lepo pozdravljeni. Kako vi vidite delo gospe Ire? To gospo Iro sem spoznal pred 11 leti, ko se je to v naši župniji zgodila ena prometna nesreča. Pa smo potem zelo molili za enega fanta in sem ob enem takem dnevu deževnem se jaz spomnil nekako na Slomška, ki ga prej nisem najbolj, kako bi rekel, imel za svetnika. Pa sem začel moliti in takrat smo vse molili na čast blaženemu Slomšku in danes je tudi on moj največji zavetnik in vzgled in vzornik. Takrat sem potem iskal, kdo bi mi narisal sliko Slomška. In sem poiskal to gospo Iro, ki mi je to tudi narisala in jo imamo zdaj v cerkvi naši župnijski. Sedaj bi vas poprosil, če predstavite tole sliko. Ta slika je v našem stranskem oltarju v cerkvi in v stranskem oltarju blaženega Antona Martina Slomška, ki smo jo takrat potem postavili ob pozdravljenju tega dečka, tega fanta, takrat je bil star 8 let. In ob tem, ko smo potem molili en teden, je ta deček seveda ozdravel, danes je zelo živahen, ima polne energije. Takrat so sicer govorili o raznih, da so bil tak splet okoliščin, da je on ozdravel, da je bilo najbolj lepo vreme, da je bilo polno energije, da je bila najboljša ekipa zdravniška in tako naprej. Sam pa trdim, da je to bil popoln čudež. Saj to je čudež, da več teh silnic deluje naenkrat skupaj, to ni noben slučaj, ampak je to za mene čudež, posredoval je Bog. In ob tej sliki sem potem še z njo sodeloval naprej, mi je še eno sliko narisal po nekaj letih, ki jo imamo v župnijski pisarni, kjer smo upodobili Slomška in pa Blažeka in Nežico. Na tej sliki sta ta fant in pa njegova sestra upodobljena kot Blaža in Nežika. Tu imam še eno sliko v župnišču, kjer je narisala moj portret. V naši okolici, tu v Podgorju, imamo vsaj 3 kapele, kjer je risala ta gospa Ira, na 2 je tudi Slomšek in pa razni drugi svetniki, ki jih častijo v teh krajih. Te kapele si bomo tudi ogledali. Lepo bi povabil vse, ki gledate to oddajo, da pridete kdaj pogledati te slike, našo župnijsko cerkev svetega Urha. In predvsem bi vam tudi položil na srce, da bi se priporočali blaženemu Antonu Martinu Slomšku, našemu slovenskemu svetniku. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vas bi povabil tudi na krščanski strežnik RKC, kjer je tudi naložena oddaja, kjer smo predstavili župnijo Podgorje. Boste nekoliko več zvedeli o župniji, o življenju gospoda župnika. Gospod župnik, vam se pa iz srca zahvaljujem za sprejem, za prijaznost in sodelovanje in vam želim obilo Božjega blagoslova na vaši življenjski poti. Hvala lepa. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti in sedaj gostim slovenjegraškega župnika, gospoda Petra Leskovarja. Bog vas živi in vse dobro. Enako tudi vas. Kaj posebej vas ne rabim predstavljati, velikokrat ste bili naš gost in smo veseli, da ste se tudi danes odzvali na odziv naših gledalcev oddaje Pot poti in smo se vas tudi malo prisvojili. Kdo je ta veliki mož na sliki, kjer sedaj jo gledate naši gledalci in gledalke? Tukaj pred nami je tista podoba, bila prej skoraj ikona, ki neizmerno močno in globoko sije iz tistega ljubečega odnosa, ki ga je imel Bog do našega naroda in bi lahko rekli en izmed najlepših odmevov na to veliko ljubezen. To je podoba blaženega Antona Martina Slomška. Naj povem, da je bila ta slika posvečena oziroma blagoslovljena 21. decembra leta 1999. Blagoslovil jo je takratni
rektor mariborskega bogoslovja, sedaj nadškof pomočnik, dr. Marjan Turnšek. Hotel sem, da bi ob tistem nepozabnem dnevu, 19. septembru 1999, ko smo bili deležni obiska svetega očeta, papeža Janeza Pavla II. V Mariboru, da bi tudi v župniji bil ena sled, eno znamenje, en tak odmev, ki bi se nenehoma ponavljal, da bi toliko bolj zaslutili veliko milost, ki nam je Bog podaril prav po blaženem Antonu Martinu Slomšku. In tik pred vstopom v novo tisočletje, v novo stoletje, tudi v novo leto 2000 smo to storili in sem na to sliko izredno ponosen in tudi ljudje se radi zbirajo ob njej in seveda ob tem pogledu gledajo tisto slavo, ki jo slika tudi tako skrivnostno in čudovito razodeva. Jaz bi vas še morda prosil za naše gledalce oddaje Pot poti, kajti našo oddajo Pot poti gledajo tudi tisti gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni. Velikokrat smo že govorili o tem velikem človeku, blaženemu Antonu Martinu Slomšku. Morda bi orisali na kratko njegovo življenjsko pot, kar je pa tudi zelo težko. Ja, res je. Tiste letnice so nam znane. Rojen 26. novembra leta 1800 v Slomu pri Ponikvi. Potem ga je pot vodila kot seveda otroka najprej na domače ribade. Znano je, da je bil seveda zgleden in zelo prisrčen mladenič. Kasneje seveda pot učenosti, domači kraj. Šolo se je seveda najprej bi lahko rekli, varnem zavetju svojega domačega kaplana Prašnikarja. Potem ga je pot vodila v Celje in tako naprej, dokler ni prišel do leta 1824, ko je postal novomašnik. Kasneje je najprej prva pastoralna postaja je bila kot novomašnik oziroma kaplan, je bil v Bizelskem, potem nova cerkev, do seveda tistega nepozabnega trenutka 1846, ko postane mariborski oziroma laventinski škof. Potem so seveda zelo znane in velikokrat mogoče premalo cenjene, a vendarle izjemno vse bolj dragocene poteze, ko je prestal škofijo oziroma sedež škofije iz Šentandrža v Maribor 1859. Spominjali smo se seveda zelo slovesno lani te obletnice ob 150-letnici na mariborskem stadionu. Kasneje seveda se je pot ustalila v Mariboru, seveda ustalila, hočem samo toliko nekak reči, da je sedež kot tam tudi ostal in leta 1862, kot vemo 24. septembra, vstop v nebesa, prvi kristjani so temu dnevu rekli Dies Natalis, rojstni dan na nebesa, odkoder pa, kakor vemo, nas nenehoma nagovarja za svojimi čudovitimi potezami ljubezni in tudi vabi, da bi mu v tem tudi sledili. To bi bil nekak čisto kratek obris, seveda se v zadju skriva tisoče in tisoče malih potez, ki jih znova in znova z velikim veseljem odkrivam jaz, kako seveda vsi ljudje dobre volje. Nam je pa lahko velik vzornik ali pa še kaj več, ne? Brez nadaljnjega. Veste, ko človek nekako vstopi v eno poezijo, eno lepoto ljubezni, potem pravzaprav brez njega in njegovega zelo ljubečega odnosa ne more. Odnos do Boga vrhunski, odnos do domovine vrhunski, odnos do malega človeka vrhunski, odnos do duhovnikov vrhunski. Lahko bi rekli v vseh potezah, če nekako združimo, resnično Božji dar. Dar, ki ga je nam dal Gospod in lahko znova in znova vsi, mi duhovniki, kako vsak človek ob njem zasluti eno vizijo, eno pravo pot, eno pot ljubezni do našega naroda, do ljudi v stiski, ko smo zdaj na nekih prelomnih situacijah, tako nam pravijo eni in drugi strokovnjaki z področja sociologije, gospodarstva, financ in tako naprej. Veste, tu je tisto temeljno, ki bi omogočilo, da bi tudi iz tega stanja išli, ne bi rekel zmagovalci, ampak predvsem kot bratje in sestre, da se ne bi zaradi tega in drugega skregali med sabo, ampak da bi res živeli kot tisti, ki smo tukaj na nek način poklicani biti ena družina, nekoč v nebeški slavi, on se tega zelo zavedal, bomo pa itak skupaj. In prav ta lepota razumevanja, prijateljstva tukaj na zemlji
bo omogočila, da bomo tudi onkraj večno resnično srečni. To ste zdaj zelo lepo povedali. Pri tem nas združuje sveta maša, molitev. In molitev je verjetno tudi tista, za katero se je tudi blažen Anton Martin Slomšek zagovarjal oziroma predlagal. Ja, seveda, on je kar nekaj gorel v tem in tudi mnogi, recimo, ki so pisali življenjepise oziroma biografije o našem dragem ljubem Slomšku, so pravzaprav to nenehoma izpostavljali, ker so pravzaprav znotraj tega točno videli, da je skrivno. Torej, vsi življenjepisi nam zelo, zelo izpostavljajo prav to dimenzijo, ki je on živel in je res njegovo življenje, če gremo tudi njegove pesmi in vse tisto, kar je pisal, je pravzaprav zelo blizu molitvi. Ne? Ker molitev ni nekaj takega abstraktnega, ampak vstop v konkretno življenje. In tu je bil on genijalen in se je zavedal, da je pravzaprav v tem odnosu do Boga treba iskati tisto bistveno in najbolj pomembno potezo, da tudi vse druge stvari lepo in primerno tečejo. Tu so pravzaprav, bi lahko rekli, neizčrpni zakladi in ne nazadnje, jaz sem globoko prepričan, če bi mi se še več priporočali, izročali. Jaz sem vesel, da je v Sloveniji nekaj šol po njem poimenovanih, nekaj ulic, premalo je. Bi morali biti še bolj zagreti, ker bi s tem pravzaprav tudi mladim rodu pokazali eno dimenzijo, ki vendarle kaže v tej velikokrat težkih situacijah eno lučko, eno potko, po kateri bomo res prišli do cilja, do sreče, do tistega milostnega dogajanja, ko bomo res bratje in sestre vse lepoti med seboj živeli. Se pravi, molitev je alfa in omega, ne? Če ni molitve, se nekaj zalomi, se na nek način stvar odvija v smeri, ki ni dobra. In ne gre samo za to, recimo, da bi te sledili, ampak veste, vse tisto, kar delaš na vse zadnje, imaš vedno občutek, da je nekako vendarle pravne. Ker drugače tega ne bi delo, ampak mi ne vidimo posledic. Evo, molitev je pa ravno tista, ki ti pomaga, da v tistem trenutku, ko se ti na nek način lotiš določenega dela, vendarle imaš pred seboj, bi lahko rekli, milostno dogajanje, iz tega bodo nastale pa dobre posledice. In to je pravzaprav, recimo, pomen vzgoje. Pomen tudi svojega iskanja poklica, pomen, če hočete, tudi lepote prijateljstva z nekom, da ne zide neka kriva pota, v neka pota egoizma in sebičnosti. Molitev je pravzaprav en tak, bi lahko rekli, antivirusni sistem, da ti virusi sveta, s katerim živimo, ne morejo uničiti oziroma izrabiti oziroma zlorabiti. To nam pravzaprav tudi pokazuje sveta Elizabeta, kjer je pravzaprav vaša, čeprav sem čisto na kratko dotaknili, te župnijske cerkve, ampak verjetno so v tem času je človek potreben bolj duhovne hrane, čeprav tudi materialno ni tako rožen kot zgleda, ampak človek je bolj duhovno lačen kot fizično. Ja, moram reči, recimo, tu bi zmeraj morali imeti pred seboj že od tako rekoč iz tistih otroških najnežnejših let našega bivanja eno resnico, da je človek res bitje, ki v sebi združuje telo, dušo in duha. In nenehoma opozarjanje na to resničnost je pravzaprav eno milostno dogajanje, da je pravzaprav slehernega izmed teh treh delov, ki je seveda ena vrhunska celota, o tem ni nobenega dvoma, in naj bi seveda tudi bila, da bi se odpozeli, ampak da bi tudi vsako razsežnost na svoj način, ob svojem času tudi znali na nek način hraniti. Se pravi, če ti roža ne zalivaš, ne bo živela, ne bo rasla, ne bo svoje lepote razodevala. Če nisi z njo v nekem kontaktu, da na nek način ne čutiš enega življenja znotraj te cvetlice, te rože, je pravzaprav vse skupaj obsojeno na bolj ali manj na propad. In zato je izredno važno, veste, recimo, ko govorimo tudi o sveti Elizabeti, ona se te trojnosti zelo globoko zavedala. In je prav na tem področju, kako recimo Slomšek, ona seveda v znamenitem letu 1207-231, se pravi 24 letih svojega življenja pred mnogimi stoletji, Slomšek toliko stoletij za njo in nenazadnje je tudi danes cela vrsta ljudi, ki nas opozarjajo na to. Človek pa je pravzaprav nekak iskalec tega. In ko gledamo te mnoge učitelje duhovnega življenja danes, nas pravzaprav opozarjajo prav na to. Ampak je pa temeljno, veste,
ta dimenzija ljubezni do Boga je en kriterij, ki kaže tudi zgodovina, da je tisto temeljno, kar pomaga, da človek res svojo celoto, bi lahko rekli, svojo enkratnost vidi prav in dobro. In zato je prav, da ste me na to opozorili, ne, ta molitvena drža hrani našega duha. Ne. So seveda stvari, ki hranijo našo dušo, so stvari, ki hranijo naše telo. In tu smo mogoče malo, premalo, bi lahko rekli, vztrajni, iskreni, ker na vse zadnje posebej, recimo, sodobna psihologija postaja temu vedno bolj naklonjena. Ker včasih smo šli bolj v ta dualizem, telesno-duhovno. Samo ta razsežnost na nek način izpostavljali. Se pa vidi, da je ta zadeva malo, premalo iskrena do bitja kot takega, do mene kot človeka, do vsake osebnosti, ki nam pravzaprav nekako vzame še eno razsežnost, ki je pa izredno pomembna in ta razsežnost odnosa do Boga izredno, izredno močno in pomembno oblikuje resnico, podobo, ne nazadnje srečo našega življenja. Tu in nekoč onkraj. Morda še kakšna slomška misel za gledalce oddaje Pot poti. In gospod župnik Peter, v svojem imenu in v imenu naših gledalcev se vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas za naše gledalce in kakšno besedo, da nas zopet nagovorite, malo motivirate. Ja, seveda, zato je meni veliko veselje, ker v tem medsebojnem vzajemnem potovanju, da smo pravzaprav vsi na poti te ljubezni, ki je Slomšek pred nas postavil, ne, to je lepo, ne. Ko smo skupaj, takrat smo močni, takrat smo trdni, takrat smo res srečni tudi. In v rokah držim eno knjigo, ki je šla ob 100-letnici smrti Slomška, to se pravi iz leta 1962, spisala sta jo in sestavila, to je zbornik Janez Poljanec in Franc Hrastelj. In ko na nek način gledamo vso to logiko globoke povezanosti Slomška z vsakdanjim življenjem, kar mrgoli res v vsem razkošju sije pametnih in tudi, če hočete, zelo dragocenih na svetu za življenje. Sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ, to je tudi napisano na tej sliki. Ne? To je, tu pravzaprav vidimo en povzetek enega velikega in lepega in srečnega in pametnega in dobrega življenja. Že tu pravzaprav človek nekako ne more mimo. Da ne govorimo o mnogih drugih, ki jih je res cela vrsta. Je pa res, jaz bi nekako bolj izpostavil njegovo življenjsko držo, tudi recimo začetke šolstva, s katerimi je pravzaprav zelo jasno razodel eno skrb človeka za vzgojo mladega človeka, tudi recimo Blaže Nežica na nedeljski šolici, ne, tudi zadaj je na tej sliki zelo jasno pokazano, ne, tega fantiča in ta deklica, ne, ki pravzaprav iščeta eno pravo življenjsko držo. In zato mora biti šola, mora biti vzgoja, tu res mora biti prilagojena eni resnici njegovega dostojanstva. Se pravi, da ne vzgajamo neke virtualne ljudi. Nas je tega preveč. Mediji kot taki so lahko blagoslov k temu, lahko pa tudi človeka potegnejo iz tega realnega stanja. In nekdo, recimo, je znano tudi za celo vrsta tragičnih dogodkov, ki so se zgodili tudi s smrtjo, tudi z umori, da so ti isti ljudje, ki so predvideli, mislili, so bo itak kot filmu, ne, filmu so nekoga ubili, pa smo ga videli spet, da je prejemal nagrade in da naprej. In po tem principu, ker človek tako not pade, da pravzaprav nekak ne zna realno in tudi pametno in modro o tem razmišljati do in kam in kako. Teda je to zelo pomembno. Teda, če bi karkoli rekel, ne, iz njegovega življenja, bi bil nekako obsežen v tistem njegovem centralnem sveta vera, bodi vam luč. In tudi želim vsem gledalkam in gledalcem, ki boste poslušalkam in poslušalcem spremljali tole oddajo, da bi nekako nas to navdušilo, da bi vzeli kako knjigo od njegovo v roke. Zdaj šla cela vrsta dobrih knjig pri Slomškovi založbi v Mariboru, prav tako Mohorjeva družba se temu približuje, je naredjen napredek, ne. Jaz upam in si srčno želim, da bi enkrat tudi bilo recimo za maturo, da bi bila med maturitetnimi možnostmi za knjigo, ne, recimo tudi kakva Slomškova knjiga, njegovo briga v to. Zdaj, to je toliko praktičnih zadev, ne, ki je danes otroci ne znajo. Otrok ne zna, recimo, se mar smešno, ne, ampak ne zna za seboj pospraviti.
Ne v učilnici, ne doma, gledamo njih posovljati, zelo malo ki, mama je služna, ne, pa ata nekaj pospravlja, ne, pa dela, pa čisti, na mizi v otroci so to navadljene, na WC-ju, v šoli, ko grejo, nimajo tistega enega urejenega in lepega odnosa. Somče je te stvari znal in je povedal te stvari. Veste, tu se začne. Ne moš nekomu nekaj govoriti, ne pa on črke A ne zna, ne brat ne zna zaplet. Se pravi, iz tistega malega, preprostega, vsakdanjega življenjskega ritma stopati v neke, bi lahko rekli, odgovorne razsežnosti našega vsakdanjega življenja. Teda, in ista bila Elizabeta, ne, moram reči, da je glede tega tistih osnovnih stvari zdaj na poti prevotene nove knjige, ki je pravi gospod Smej. Jaz komaj čakam, da bo izdana, da bomo toliko bolj zaslutili, kako je pravzaprav bila ena realna ženska. Ne v nekih zrakih, ampak v nekem, oblakih, ampak v sredi vsakdanjega življenja in je tam to živela. Zato pridite, moče se pogledati tole sliko, če boste tu, kjer ne mimo hodili, se priporočamo Radi Slomšku, živimo iz njegove res bogate dediščine in pripravljamo eno pot življenja mlademu rodu v tiste ljubezni, ki se razdaja, ki se žrtvuje. Mi vendar ne smemo nekako sanjati o neki ljubezni v oblakih, ampak tisti ljubezni, ki se daje, ki se razdaja, ki se žrtvuje, ki umira. To je pravzaprav pot k tistemu, ki je naš Gospod Jezus Kristus, ki je luč, ki je vstajenje in zato upravičeno odgovarjamo aleluja, pa ne bo to samo beseda, ampak naj bo to res znak izjemnega veselja. Smo tukaj skupaj in bomo nekoč skupaj in to je sreča in to je aleluja. V tej oddaji predstavljamo gospod Jero, katero sliko smo tudi videli. Jaz bi vas še pa vseeno morda izkoristil tole priložnost, da našim gledalcem poveste, kdaj imate svete maše in morda je ta župnijska cerkev postala tudi romarska cerkev svete Elizabete. Ja, moram reči, da ima tudi verjetno ste na vhodu že opazili, pa tisti, ki boste prišli, boste videli eno malo tablico, ki kaže tudi, da je to vstop v romarske poti svete Eme. Namreč na začetku prejšnjega stoletja, 1903. Se napisano na oknu, so to postavili tudi, da bi malo izpostavili ta vidik korenin slovenske domovine, državnosti, samostojnosti, tudi sveto Emo. In že na to nekako nakazuje, kar ste rekli, da je romarska cerkev, ker je v sklopu te romarske imene poti. Seveda je Elizabeta kot taka posebej vabljiva in na nek način pritegne za svojo zelo konkretno pomočjo človeku v stiski, ki je danes vedno bolj dragocena. Mi danes včasih nekako premalo čutimo, da ljudje vse bolj težko živijo. Pri nas ta zadeva ni še tako problematična, čeprav so primeri. Seveda je žal tudi veliko takih primerov, da ljudje ne znajo živeti, ne znajo vsi, kar imajo živeti. In takih primerov je žal ogromno, preveč. In tudi to je pravzaprav posledica enega virtualnega vstopa v življenje. Ko recimo ne zna ceniti, mama, ata se trudita, pa matrata, otrok ne zna to ceniti. In potem seveda stopa sam v neki okvir nekega drugega življenja. In tu nam pravzaprav res svetita oba kot ena velika luč. Da ne bom šel predaleč, ne samo še zato, kar ste postavili za vprašanje. Svete maše so med tednom, vsak dan, vedno, poleti in pozimi. Nimam tu nekih premeknenih časov, ker je pravzaprav ena smešna zadeva, pa sem prepričan, da dolgo več ne bo, da bojo prišli spet nazaj na naravo. Narava je tista, ki nas na nek način najbolj globoko oblikuje in zaznamuje. No in imamo svete maše ob 7. zjutraj in ob 7. zvečer. Vedno. Poleti in pozimi, spomladi in jeseni. Isto pa velja za nedelje in za praznike, zjutraj ob 8, ob 9, ob 10 in zvečer ob 7. Tudi poleti, pozimi, brez premikati sem in tja. Zato je pravzaprav to ena velika pomoč v tem, da se nikoli ne zmotijo. Govora toliko, seveda je maša in jaz menim osebno tudi, da je zato tudi lepo obisk v sveti maši, ker je neki, bi lahko rekli, ustaljeni, nespremenjajoči redni. In moče bo tudi to ena taka spodbuda, da bomo toliko bolj ob sveti daritvi oblikovali eno pravo podobo, en pravi temelj, eno pravo osnovo za svoje življenje. Zato seveda prisrčno vabljeni v domači župnijske cerkve, da bomo vedno ena družina in seveda tudi, če boste na poti mimo ali v Slovenj Gradec, lepo dobrodošli.
Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, jaz vem, da smo kot gledalci oddaje Pot poti tudi zelo duhovno povezani v molitvi, molimo tudi za svoje duhovnike. Gospodu župniku Petru se iz srca zahvaljujem, da si vzel čas, da nas je zopet vzbudil in naj ostane še naprej tako dober Jezusov duhovnik. Poklonjen. Imam tudi, pa seveda se pridružuje temu, kar ste rekli, veliko molite za nas duhovnike, ker časi tudi tega niso dobri. Duhovnikov je vse manj in se nekaj čim predvideva, da bo to stvar še nekako postala bolj dramatična in bolj po svoje boleča, ampak molitev pa znova odpira srca. Pri otrocih je veliko pripravljenosti za služenje, veliko tudi dobrih in zelo prisrčnih nastavkov in tu je en zaklad, ki ga naj naša molitev oblikuje, spodbuja, da bodo šli po poti odrešenja in zveličanja. Pa seveda hvala vam za to snidenje preko same oddaje in seveda ostanemo povezani molitvi zdaj in seveda vekomaj. Hvala lepa in z Bogom. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti. Lepo pozdravljamo tukajšnjo katehistinjo, ki jo prosimo, da se nam na kratko predstavi. Sem Andreja Špeljak, živim na Bizeljskem, sem žena, mama 3 otrok, tudi babica, imam že 2 vnuka, vnukinjo in vnuka. Z možem vodimo manjše družinsko podjetje tukaj na Bizeljskem. Zelo rada pomagamo v župniji, gospodu župniku, živimo nekje s cerkvijo povezani, naša družina je po cerkvi, po vsem tem, kar tukaj doživljamo, prijela veliko blagoslova in nekje želimo to prenesti v še drugim. Še pravim, še ostalim vernikom in tako naprej. Sedaj bi vas pa prosil, kdaj in kje ste spoznali gospo Iro, kaj vam je naslikala, oziroma kakšen je bil tisti prvo srečanje, tisti prvi kontakt in kako ste se spoznali? Ja, Irina je slikala na Bizeljskem pri našem sosedu Joškotu, svadbo v Kani Galilejski in mož je tole sliko videl, ker je bil na obisku tam in je prišel ves navdušen domov, me je kar v avto popokal in je rekel, greva pogledat, boš videla eno čudovito gospo, Rusinjo, ki zelo lepo slika. In potem sva prišla do soseda, seveda, jaz sem ga najprej vprašala, ja pa, a zna slovensko? Pa se Irina oglasi, seveda znam. No in tako smo se spoznali, tega je že kar nekaj let, 7-8 let. In imela sva nov dom in želela tudi kakšno sliko v tem domu. In tako smo potem začeli sodelovati. Lepo, hvala se vam, zahvaljujem za tole pogovor. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti. Iz Koroške smo prišli na Štajersko in pozdravljam tukajšnjega župnika Vlada Leskovarja na Bizeljskem. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem skupaj. Morda bi kakšno besedo dejali ob teh poslikavah slikarke, ki je pri vas obnavljala, restaurirala slike, freske gospe Iri. Ja, moram povedati to, da je gospa Ira pri nas kar veliko delala v naši župnijski cerkvi. Najprej je obnavljala zelo poškodovane freske v prezbiteriju, potem kasneje, čez par let, pa smo jo tudi prosili, da nam je narisala sliko blaženega Antona Martina Slomška kot kaplana tukaj na Bizeljskem. Ja, z gospo Iro kar dobro sodelujemo, ki nam je pač obnavljala te freske. Zato vas lepo povabim, lahko prijete si te freske in to sliko blaženega Antona Martina Slomška pogledati. Mogoče še omenim, da je gospa Ira obnavljala tudi freske na eni podružnični cerkvi Marije Magdalene v Orešju
Tam je obnavljala 3 freske, samo Marijo Magdaleno kot spokornico in potem Katarino Sinajsko in potem še Stalega Zveličarja in zelo lepo tudi to uredila. No, lepo vabljeni na Bizeljsko, tukaj v naši župniji se kar veliko stvari dogaja, od parnega praznika, se pravi, rečemo temu dan župnije, in pa potem žive jaslice, ki jih imamo v božičnem večeru, tako da vas, dragi gledalci, lepo vabim na Bizeljsko, prijete ta lep naš kraj. Gospod župnik, jaz se vam zahvaljujem za pogovor, za povabilo in vam želim vse dobro na vaši življenjski poti. Hvala lepa. Prosim. V Slovenijo sem se zaljubila takoj na prvi pogled. Ta ljubezen še traja in traja in bo ostala v mojem srcu do konca življenja. Slovenija je pravlično lepa dežela, ima ogromno skritih kotičkov, ki ličijo na raj. Rada potujem po Sloveniji in odkrivam te njene skrite zaklade. Slovenija ima posebno čudovito energijo, ki je zelo živa in človeka začara. Začarala je tudi mene. Ta začaranost ni minila še do danes. Prvi dni v Sloveniji sem zaradi prevzetosti nad pokrajino večkrat sama jokala. Vse je bilo drugače od tistega, kar sem poznala pod pustimi sivo-črnimi skalami Kaukaza. Bili so druge barve, druge svetlobe, druga vidljivost, drugačen zrak. Večkrat sem rekla svojemu možu Mihi, ne vem, kaj iščete Slovenci po svetu, ko ima. No, zdaj po Sloveniji. Imam pozitivno mnenje o Slovencih. So prijazni, gostoljubni, lepo sprejemajo tujce, so izredno družabne, so multikulturni, fleksibilni, hitro učljivi, iznajdljivi, pribrisani, lepo skrbijo za svojo hišo in okolico. Imajo zelo močno narodno zavest, dober čut za umetnost in so zelo muzikalni. Takšno količino pevskih zborov na kvadratnem kilometru še nisem doživela v nobenoj deželi sveta. Slovenci so pravi gurmani, radi imajo dobro hrano in pridelujejo odlično vino. Vedno se spomnim ene slovenske narodne pesmi, mi Slovenci vinca ni prodamo in tako naprej. To drži ko pribito. Nasplošno pa imajo Slovenci veliko enakih navad. Opazila pa sem še eno posebnost, ne vem, ali je to negativna ali pozitivna, ki me je presenetila in prav padla v oči. Mislim, da v Sloveniji se nekako ljudje prostore in poskušajo na vsak način svoje težave prikriti in jih ni pokazati. No, mislim, da počutim v Sloveniji zdaj se doma. Če vračam se iz kakega potovanja iz tujine in če prečkam slovensko mejo, se počutim doma. Ampak počutim se malce odtrgano od resničnega življenja. Mislim, če človek zapušča domovino, iztrga tudi korenine in potem v tujini zelo težko najde mesto, ki bi se prizemljil. In po vsem tem imam tak občutek, da ledim nad življenjem in gledam na dogajanje iz čisto drugega vzornega kota. Drugače pa... Nekdo vedno išče me, nekdo vedno išče me, nekdo išče me, nekdo išče me, nekdo vedno išče me. To je Jezus rešenik, to je Jezus rešenik, to je rešenik, to je rešenik, to je Jezus rešenik. V mojem srcu biva on, v mojem srcu biva on, srcu biva on, srcu biva on, v
mojem srcu biva on. Nekdo vedno išče me, nekdo vedno išče me, nekdo išče me, nekdo išče me, nekdo vedno išče me. Spoštovani gledalke in gledalci, kot sem vam obljubil, bom se danes pogovarjal z umetnico, slikarko, ki prihaja iz Rusije. A je na slovenskih tleh pognala nove korenine. To je gospa Ira Pušnik iz Slovenj Gradca. Lepo pozdravljam gospo Iro in hvala vam, ker ste se pristali na intervju. Hvala tudi vam. Mo Zdaj bi rada vas pozdravila v ruščini. Здравствуйте, дорогие друзья. Ali bi lahko našim gledalcem povedali, kakšna je bila vaša življenjska pot in kako ste prišli ravno v Slovenijo? No, mojo življenjsko pot vam lahko razložim celo v 3 minutah. Vse je bilo zelo kratko. Kot ste že slišali, prihajam iz Rusije. Rojena sem na obali Črnega morja, v enem malem pristaniškem mestu Tuapse. To je nedaleč od Soči. Soči to je mesto, katere bo leto 2014 gostila zimske olimpijske igre. No, leta 1978 sem zaključila študij na 4-letne likovne šole v mojem rojstnem mestu. Leta 1985 pa sem doštudirala na Moskovskoj narodni univerzi umetnosti imeni Krupske na fakulteti likovnega oblikovanja. Potem študirala sem ob delu, ker vmes sem se poročila in dobila otroka, hčerko. Hčerka zdaj zaključuje študij na Ljubljanski univerzi, angleško in rusko književnost. Zaposlila sem se v velikem zdravilišču kot likovni oblikovalec. To zdravilišče zgradila zdaj že znana firma Gazprom za svoje delavce. No, v Slovenijo sem prihajala na obiske k svojim prijateljem. Leta 1996 sem prišla v Slovenijo prvič. To je vse pot. Prihajate iz Rusije, ali je bilo to težko se privaditi na razmere, pokrajino, ljudi v Sloveniji? Ne, ni meni bilo težko. Ampak sumim, da na začetku so imeli Slovenjgradčani težave z mojo prisotnostjo. Mislim, je bil tak moment, da celo so obsodili meni izkoriščanje slovenske narave. Mislim, da so take negativne stvari prihajale iz vira malo izobraženih okolj ali iz vira nekakšnih krogov, ki niso dobro informirani. Kako se počutite pri nas? Smo drugačni od vaših rojakov v Rusiji? Počutim, jaz sem kozmopolit. Kozmopolit za meni pomeni človek, ki lahko priživi kjerkoli. Stremi pa na tisti konc sveta, kjer mu je najbolj udobno živeti. Tako da jaz sploh nimam problem, prvo, da nimam domotožja, se ne obremenjujem s tem, da se ne razumem ali se razumem s avtohtonim prebivalstvom, ne iščem se prijatelje po narodnosti ali skupnemu jeziku, ampak po interesih. Tako bi rekla, kje je moja slikarska stajala, tam je moj dom. To ste zelo lepo povedali. S čim se ukvarjate, kakšno delo opravljate, to bo verjetno naše gledalce oddaje Pot poti sedaj najbolj zanimalo. Ukvarjam se z umetnostjo, večinoma z umetnostjo, slikam. Vendar nisem vključena v umetniško sceno ali karkoli podobnega. Anton Martin Slomšek, knez in škof Laventinski. Dobro se spominjam, kakšno navdušenje je bilo med Slovence, kdaj je papež Janez Pavel II ob svojem drugem pastoralnem obisku v Sloveniji razglasil škofa Antona Martina Slomška za blaženega. To se je zgodilo 19. septembra leta 1999. Mislim, da sta obe sliki bili slikane v istem letu, po tem dogodku. Prvi je prišel k meni gospod Leopold Korat,
župnik iz Podgarja, s prošnjo, da naslikam oltarno podobo blaženega Antona Martina. No, zame je bila to velika čast in neke vrste priznanje, ker nisem katoličanka, nisem Slovenka. Za tem naročilom se je skrivala ena tragična zgodba. Lahko jo povem tudi. Kar izvolite, pa povejte našim gledalcem, da je Pot poti. No, ta zgodba o enem malem fantku Klemenu Novaku iz Podgarja, katerega je na lastnem dvorišču povozil avtomobil. Po obisku Klemena v bolnici je gospod Korat prosil Slomšika za ozdravitev fanta in čudež se je zgodil, Klemen je preživel. V zahvalo za to čudežno preživetje gospod Korat se je odločil, da oltarno podobo blaženega v cerkvi svetega Urha v Podgarju. No, preden sem se lotila takega zahtevnega portreta, sem rabila veliko informacij. Zato kot zame to bila absolutna neznanka in šla sem v knjižnico, sem prebrala vse knjige, biografije, sem našla fotografije, katere obstajajo v Slomšku. In takrat je nastal moj prvi portret Slomška. Ta drugi portret je pa nastal tudi v Slovenjegraški cerkvi Svete Elizabete, kjer ste pravzaprav tudi naslikali enega velikega Slomška. Ja, ta Slomšek je bil res velik. Slika je bila dolga 4,50 metra in visoka 2,40 metra. No, nekaj mesecev kasneje sem na pobudu gospoda Petra Leskovaja, župnika iz Slovenjgradca, začela pripravljati skico za sliko Antona Martina Slomška. Sveta vera bodi vam luč. S to mojo skico gospod Peter šel se posvetovati k rektoru Mariborskega blagoslovja dr. Marjanu Turnšku. In po odobritvi predlaganega koncepta sem se lotila dela. No, dela je bilo veliko, ker slika je bila, kot sem že rekla prej, ogromna, časa pa je premalo, sem imela samo en mesec. In 21. decembra, ob 27. obletnici smrti župnika Jakova Sopliča, sliko so postavili v cerkvi Svete Elizabete na ogled. Slišal sem tudi za vaša dela na Bizelskem. Nam lahko poveste tudi kaj o tem? Ja, no, Bizelsko je zame eden od najlepših krajev na svetu. Meni se zdi, da je to taka ena miniaturna slovenska Toskana. Imam že na Bizelskem veliko pravih prijateljev. No, na Bizelsko me je pripeljala čisto na ključje. Prišla sva z možem večkrat za konec tedna na obisk in potem, po nekem cajtu, je padlo prvo naročilo od enega od naših prijateljev, gospoda Iljaža Jožeta. Prosil me je, da naj jaz naslikam prvi čudež v Kani Galilejskej za prostor pred njegovo kletjo. In to je bil začetek. Takoj potem pomagala sem sanirati stenske poslikave v cerkvi Svetega Lovrenca. Kasneje sem dobila naročila za 3 nove stenske poslikave v cerkvi v Orešju, to je cerkva Svete Magdalene. Ker stare so bili totalno uničene z vodo, ki je pronicala skozi staro in dolgotrajno streho. No, nazadnje sem naslikala v cerkvi Svetega Lovrenca podobo mladega Slomšeka iz časa, kdaj se je služboval na Bizelskem kot kaplan. In ta moja poslikava krasi steno oziroma nišo nad oltarjem z relikvijo blaženega Antona Martina. Naši gledalci so to lepo sliko tudi sedaj videli. Kje pravzaprav dobivate navdih za vaše umetnine? Navdih za svoje dela dobim iz okolice in trenutne življenjske situacije. Če govorimo o realističnih slikah, portretih, pejsažih, tihožitjih. S fantazijskimi slikami se ukvarjam zvečer, zato se jih je prijela oznaka nočne slike. Nastanek mojih nočnih slik je povezan z določenim stanjem telesa ali duše, ki je podobna meditaciji.
Skratka, poskušam v svojih nočnih slikah doseči nenadejeno, nepričakovano, ki lahko nastane iz združitve nasprotij. Veliko vlogo v mojih nočnih slikah ima naključje. Popolnoma se pripustim intuiciji in kozmičnemu vodenju, kar je tudi razvidno iz samih motivov. Ponavadi so to simbole ali arhetipe svetovnih kultur, mitologij in verstv, ki privrejo na platna izpod zavesti in me včasih celo prestrašijo. Zavesti se delno poslužujem na naslednji stopnji, ko je potrebna nezavedne motive povezati med sabo v nekako logično zgodbo, če ni le ta že intuitivno očitna. Večinoma je rezultat tovrstnega navdiha dokaj paradoksalen, ironičen in karnavalski, kar zna pri gledalcu zbuditi kopico občutij, misli in lastnih interpretacij, motivov in dogajanja. Katere tehnike uporabljate in katera vam je najljubša? Uporabljam absolutno vse tehnike. Kaj prime v roko, to je zame najboljše v določen trenutek. Ampak imam eno najljubšo tehniko, to je ena starinska tehnika olje na platno, ampak uporabljam tehniko starih holandskih mojstrov. Posebej me očarala tehnika od enega mojstra iz Delfta, Jana Vermeera. Zdaj ne bom razlagala, ampak držim se tistih starinskih pravil. Prihajate iz pravoslavne vere, katera je identična po nekaterih stvarih tudi krščanstvo, rimokatolikom. Kako to, da ste se odločili slikati na božne predmete, je to postavil kakšen poseben razlog? Ne, posebnega razloga sploh ne obstaja. Enostavno zgodilo se je. Mislim, da je to božja volja. Mislim, da je na božne motive slikar sploh ne odloča samostojno. To je moje osebno mnenje. Domnevam, da na božni motiv sam poišče svojega slikarja. In danes ni nobena skrivnost več, da je človek ni samo fizično bitje, ki uživa hrano, je, pije, gleda, posluša, ampak tudi duhovno. In jaz celo mislim, da pravi umetniki so v splošnem najboljši verniki med smrtniki. Umetnik mora ustvariti vso resnico, ki jo vidi, in to ni samo zunanje, temveč predvsem notranjo resnico. Pogled umetnika prodre skozi površino do duha. Prepričana sem, da je umetnost neke vrste vera in mora vsak umetnik izpolniti svoje poslanstvo, ne sme zanemariti svojega talenta, in to poslanstvo je mnogo više, kakor navadni človek misli. V pravoslavni cerkvi, kateri pripadate tudi vi, zavzemajo pobožni predmeti oziroma tudi posebno mesto, kot so podobe, ikone in tako naprej. Ali nam lahko kaj več poveste o teh ikonah, kje so, kako nastanejo, kakšne so pravzaprav te značilnosti ikon? No, ikona v prevodu iz grške besede eikon pomeni podoba ali lik. Ikona je prišla k nam iz Bizanca. Začetki ikone spadajo med 1. in 4. stoletja našega štetja. Najbolj stare, še ohranjene ikone so približno iz 6. stoletja. Nasprotju s splošnim razumevanjem ikona ni sama podoba, naslikana na leseno ploščo. Je predvsem prinosna sveta podoba, ki je lahko izdelana v slikarski, mozaični, zlatarski ali emalni tehniki. Ker so bili ikone prinosne, so se z njimi širili tudi slagovne značilnosti bizantske umetnosti, naprimer v slovanskih deželah. In od 14. stoletja, posebej po padcu Carjegrada, obstajali že najbolj slavne ruske šole ikonopiscev, v kateri so nadaljevali ta ikonografski stil in obdržali do zdaj. Na pravoslavnih ikonah so upodobljeni
Jezus Kristus, Devica Marija v ruščini Bogorodica, priroke, praočetje, apostole in številčni krščanski svetniki. No, v pravoslavnih ikonah Jezus nikoli ni bil naslikan kot navaden, izmučen in fizično trpeč človek. Vedno je zveličar in odrešenik. V tem, mislim, je največja razlika med pravoslavnim in katoliškim slikarstvom. Prvi ustvarjalci ikone so bili očetje cerkve. Ikona je bila splošna Ikona je bila sporočila nepismenim vernikom za poznavanje svetega pisma. Tudi v Sloveniji sem videla eno lepo staro cerkev. Mislim, da je to cerkev Svete Trojice v Hrastovljah. To je en lep primerek stenskega evangelija. Večinoma so bili ikonopisci menihi. Pri pravoslavnih vernikih obstaja prepričanje, da ima ikona veliko moč blagodejnega delovanja, čisti dušo človeka, ki gleda vanjo, izprosi blagoslov in ozdravi bolezni. Isto so mislili, da ikonopisec ima tudi moč zdravilstva. Celo je živel en ikonopisec, kateri zdravil ljudi svojim čopičem. Jih pomazal s svojo barvo, s katero je risal ikone. Ikona je za pravoslavnega človeka odprta okna v duhovni svet in sredstvo povezave z Bogom. Molitev ob ikoni se ne sme jemati kot češčenje same ikone ali podobe na njej, saj je samo posrednik, kanal oziroma pripomoček za naslavljanje podobe, prapodobe, kateri je molitev namenjena. Ikonopisje je globoko poduhovljeno slikarstvo, za katero velja versko načelo, da sveta podoba v bodoči umetnini že obstaja. Treba jo samo odkriti, kar je od slikarja ikonopisca zahteva, da osmisli sebe, okolico, čas in minljivost življenja, saj gre za popolno predajo Božje volje. Kar se tiče slikarske tehnike, se pri ikonopisju strogo upoštevajo starodavne kanone. Posledično obstaja v Rusiji več šol ikonopisja z lastnimi dolgoletnimi tradicijami in stili. Najbolj znane so novgorodska, pskovska in prestolniška, moskovska, ki je bila najbolj vplivna v 15. in 16. stoletji in kamor spadajo dela Andreja Rubljova. V ikonah se ne upošteva vizualna perspektiva, saj sta velikosti in položaj določenega motiva odvisna od njegove pomembnosti. Posledično lahko ikono pojmujemo kot duhovni tekst in ne samo kot sliko svete podobe. Pripovednost ikone je močno vplivala na dogmatiziranje likovnih vzorcev in upodobitvene tehnike znotraj ikonopisja, v upanju, da se osnovni pomen sporočila določene ikone ne bo izgubil, se ikonopisci izogibajo individualnim stilskim razlikam in se zvesto držijo ikonografske tradicije in kanonov. Bliža se konec te naše dolge oddaje, ki smo jo začeli na Koroškem, končujemo na Bizeljskem. Za konec bi vas še prosil za kakšen nasvet za naše gledalce oddaje Pot poti. No, nisem poklicana za to, da dajem nasvete, lahko pa povem en citat iz oporoke enega od veličajših kiparjev prejšnjega stoletja, Augusta Rodina. V svoji poroki on je napisal: svet bo srečen šele tedaj, ko bodo imeli vsi ljudje duše umetnikov. To je, kadar bodo imeli veselje od tistem, kaj delajo. Spojedo, jaz se vam zahvaljujem za pogovor in vam na življenjski poti želim vse dobro. Vas, spoštovane gledalke, pa gledalci, pa lepo pozdravljam do naslednjega slidenja oddaje Pot poti in z Bogom.